V avtoservisu Špajzer Trbovlje vam omogočajo nakup vozil znamke Citroen in nakup rabljenih vozil različnih znamk. So pooblaščeni zastopnik znamke Citroen, opravljajo servis vozil, kleparska popravila vozil, premontažo pnevmatik in optiko vozil. Za več informacij so dosegljivi na sedežu podjetja ali na telefonski številki 03 66 30 170. Citroen. Ponedeljek je dan za Reporter. Prav lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo z gostoma govorili o mogoče zamujenih priložnostih občine Zagorje ob Savi. Sašo, Vučko, tudi midva se precej let že poznava, precej let pa tudi poznam tvoje prizadevanje, pa ne samo tebe, tudi tvojih predhodnikov, da bi se vendarle nekaj z Medijskimi Toplicami zgodilo v pozitivnem smislu in mislim, da imaš kar precej veselo novico. Ja, res je, seveda, tukaj smo le domačini, cela Zagorska dolina je nekako vpeta v te Medijske Toplice, tudi jaz sem kar nekaj kopalnih otroških dni preživel tukaj in v bistvu nas vse skupaj žalosti, da se ta zgodba toliko časa že toliko negativno vleče. Tako da v teh zadnjih časih, pa kot ste bili tudi seznanjeni iz medijev, smo pa le prišli do nekega zaključka, sicer do podpisa in nakazila kupnine mora še priti, ampak jaz mislim, da smo končno s skupnimi močmi, z velikim prizadevanjem krajevne skupnosti in tudi pač mene osebno prišli do nekega kupca oziroma do neke vesele novice in upam, da bo ta zgodba dobila en tak epilog. Moram povedati tudi, da nismo ilegalno zdaj na samem področju notranjosti zunanjega bazena Medijskih Toplic, ampak si dobil dovoljenje, ker se že kar nekaj časa, kolikor vem, pogovarjaš tudi s stečajnim upraviteljem. Ja, seveda, tukaj, ko smo na novo prevzeli vodenje krajevne skupnosti, smo se pač soočali z pač umazano okolico. Zdaj je to za en tak kraj, ki ima bogato turistično preteklost, niti ni primerno, niti lepo, da pač imamo takšen vstop v samo Zagorsko dolino. In zaradi tega, da smo si olajšali svoje prostovoljstvo, smo pač navezali stik in seveda v bistvu potem s stečajnim upraviteljem že kar nekaj časa v bistvu dobrih odnosih, zaupal mi je ključe in v bistvu tako rekoč upravljanje v tem vmesnem času z samim objektom, tako da smo ga zavarovali, da se kakšni mladini ni kaj zgodili, glede na to, da so določene točke postale nevarne, in pa skrbeli saj za to, kakor to kulturno okolico, glede na to, da je pač tudi močno zgodovinsko povezana z Janezom Vajkardom Valvazorjem. Kaj delujoče Medijske Toplice, če bodo kdaj delovale, zdaj že velikokrat uporabimo besedo če, ker smo dvomljivci, vsi tisti, ki poznamo to dolgoletno kalvarijo, prinašajo kraju, krajanom. Seveda, ta če je kar velika, ne? Tako da dejansko vsi zdaj čakamo, da pride do dejanske realizacije, šele takrat, ko bomo na lastne oči videli, bomo lahko verjeli. Delujoče Medijske Toplice pa za sam kraj pomenijo izredno veliko. Izlake so same po sebi tak tranzitni kraj, vse je na dosegu roke, obkrožajo nas prelepi hribi, se pravi sprehajalne poti, kapela, sam grad, kjer je Valvazor preživel svoje otroštvo. Tako da taka bogata zgodovina in prav tako tudi zgodovina, kjer je Prašnikar želel uveljaviti. Mogoče tisti, ki niso gledali kakšnih prejšnjih oddaj, pa ne vejo, Alojz Prašnikar je dejansko krivec, da so se leta 1877 tukaj na tem mestu pravzaprav zgradile toplice. In za ta kraj pomeni to eno veliko dodano vrednost, praktično neko oživitev vseh deležnikov, ki so v tej dolini. Se pravi, vemo, da imamo zelo veliko turističnih kmetij, potem raznih ostalih ponudnikov, društev,
ki se vsak na svoj način že leta trudijo, da bi vsak na svojem področju nekaj dosegel, ampak potem ta žalostna slika vso to energijo nekako ubija oziroma tudi mogoče potencialne turiste odganja od tukaj. Tako da to je velika pridobitev za kraj, za krajane, pa nasplošno za celo občino. Verjetno tudi za kakšne pridelovalce povrtnin, ki so že tudi prej dobolali robo delujočim Medijskim toplicam. No, tu mimo naj bi šla tudi kolesarska steza. Vem, da je že tvoj predhodnik Borut Novšak bil eden tistih, ki je najbolj zavzeto se zavzemal za to kolesarsko stezo, ki bi šla od Izlag do Zagorja, da bi povezala celotno občino. Dolgo časa to ni bilo slišano, zdaj se nekaj dogaja, pa vendarle še kup enih nejasnosti. Ja, Borut je izreden športnik, izreden človek. Jaz sem zelo vesel, da je tudi v zdajšnji ekipi. Ja, takratni svet se je v bistvu trudil za centralno pešpot skozi Izlake, kjer bi tudi omogočala našem domu starejših občanov neko tako bolj kulturno sprehajalno pot, zato da se starejši odmikajo stran od regionalne ceste. Ta ideja je bila praktično nekako že dogovorjena, ki je pa v zadnjem momentu pa je padla v vodo. Tako da uspeli smo, ker je zdaj ta občinski projekt z evropskimi sredstvi spet zaživel, smo pa uspeli v sam ta projekt ukomponirati tudi to pešpot, kjer bo res prinesla tudi dodano vrednost samem domu. No, predvsem njim, otrokom in ostalim prebivalcem seveda, ampak saj veste, starejši so tukaj ranljiva skupina in nek sprehod prinese veliko. Sploh pa glede na to, da mogoče večina še ne ve, da imamo tamle tudi en tak krak, kjer je bil bajer, če lahko tako rečem, in bomo poskušali tudi to uživeti. No, vem, da se je zavzemal tudi za kolesarsko stezo. Takrat ni ravno naletel na ušesa, ki bi poslušala, zdaj je orisana, ampak na nekaterih mestih bo sekala glavno pot. Tudi nelogično bi lahko šla tudi po kakšni stari cesti, ampak se ne da več to speljati ali noče. Ja, seveda, tukaj je zdaj več dejavnikov. Ene dejavnike, katere si že omenil, naprimer kakšna stara cesta, ki je bila pač kaj nekako prešla v določene privat. Recimo Loke. Tako, Loke, recimo tam bi bila res lepa trasa, ne? Zdaj pač se soočamo zgolj z nekimi nanosi, se pravi materiali, ki posledično tudi ogrožajo se pravi prebivalce, ki so nižje ob Mediji. Žal tudi zato ni bilo nekega posluha, čeprav smo na občinski seji izpostavili to problematiko. Žalostno smo pol eno leto po tistem doživeli, da nam je narava sama pokazala, kako močno to vpliva. Druga stvar, ki pa je pa v bistvu trasa bila nekako tako speljana, da tukaj pa moram pač poudariti, da smo na tistih mestih, kjer do sedaj nismo uspeli nekako zagotoviti kakšnih prehodov za pešce, da smo jo probali ravno zaradi tega tam speljati, da smo dosegli mogoče neko dodano vrednost, kjer bo tudi omogočila kraju bolj varno prečkanje in tudi za otroke, ne? Ker vemo, da država ima pa na drugi strani zelo tak mačehovski odnos do lokalnih skupnosti in občin, tam, kjer recimo realno predlagajo kakšni prehodi za pešce, recimo spomnimo se sam zgodbe semaforja na Mlinšah, ne? Tako da en del razloga je tudi to. Tretji, ki pa so pa pač usklajevanja s samimi lastniki. Tukaj pa žal glih velikega vpliva nimamo. Zdaj, kdor si bo uspel izpogajati kakšno dobro stvar, pozitivno, ampak jaz še zmeraj na koncu mislim, da bo ta trasa nekako pokrila večji del tistih pozitivnih stvari.
Aleksander Šišo, Kos, tudi midva se že precej let poznava, včasih sva tudi brcala žogo. Ne spomnim pa se, da bi se kdaj midva skupaj kopala nekoč v še delujočih Medijskih toplicah. Kakšne spomine imaš ti na Medijske toplice? Ja, Igor, res je. Jaz sem se zelo malo kopal, ker smo imeli mi v Zagorju bazen Selo, ki ga tudi ni več. Imam pa drugače izredno lepe spomine, saj kle sem praznoval leta 1999 poroko. Vzdušje super, ljudje super, pogostitev super. Tako da jaz spomine, kar se tiče Medijskih toplic, imam enkratne. Si kdaj menil, da bodo Medijske toplice take, kot so zadnje desetletje, tako propadajoče, pa tudi, da bazena Sela ne bo? To jaz mislim, da noben ni sploh pomislil na to, da bi se ta zgodba tako končala, kakor se je. Žal izteklo se je, kljub drugačnim obljubam, kljub neki ideji, da se bo z Medijskimi toplicami obudil turizem, se je pač končalo, kakor se je. Pogosto kaj napišeš tudi na družabna omrežja in včasih najdeš tudi kakšno izjavo aktualnega zagorskega župana in mislim, da imaš tudi tokrat pripravljeno. Ja, res je, ampak bi ravno to rekel, bi spomnil mogoče še nekatere. Sem bil občinski svetnik mandat 2006-2010 in že takrat sem se poskušal angažirati za obuditev turizma, za razvoj turizma, ampak še zdaj, ko imam spomine za nazaj, prav neverjetno je, kako sem naletel na zid molka, tako od strani strokovnih služb, tako strani župana in politike. Prav neverjetno je bilo, kako so se utepali te ideje v nekem turizmu. Res je, da tudi na teh družbenih omrežjih sem zelo bil aktiven, kar se tiče kritike, kaj se je dogajalo s temi Medijskimi toplicami, predvsem, ko je bila še aktivna, ne vem, če se spomniš, zelo aktivna skupina Civilna iniciativa Zagorje ob Savi. Tam je bilo veliko polemike okrog samega turizma in tudi Medijskih toplic. In tudi zanimivo je, kako so nekateri občani in občanke se poistovetile s tem molkom župana. Češ, ja, kdo bo pa prišel v Zagorje, kdo bo hodil v Zasavje? Seveda, če ne vlagaš, če nimaš kaj ponuditi, ne bo noben prišel. No, omenila sva tudi kakšen zapis, pa kakšno obljubo župana, staro že kar nekaj let. Evo, to je bilo leta 2000, ko so obnovili Medijske toplice in jih dali ponovni zagon in evo, župan je rekel, citiram: "Župan je povedal, da je vesel, ker je Medijske toplice prevzela mlada in ambiciozna ekipa in ker so njihovi razvojni načrti skladno z razvojno politiko, ki jo ima občina Zagorje ob Savi na področju turizma." Zanimivo, ne? Takrat se je že poistovetil z idejo ljudi, ki so prišli v Medijske toplice, ki so ne vem kakšne namene so imeli, ampak želeli so nekaj narediti in župan je to vizijo vsaj s besedami tudi napovedal. Vemo pa, kje smo, 20 let od takrat vidimo, kje je turizem v Zagorju, v Zagorski dolini, v Zasavju. 20 let izgubljenih priložnosti. Še en zapis si našel? Evo, na otvoritveni slovesnosti se jim je župan Matjaž zahvalil za opravljeno delo in razvijanje ponudbe. Saj, citiram, je rekel: "Saj sodi turizem med strateške usmeritve občine, ki išče in ustvarja novo podobo za čas porudarjenja." Se pravi, Matjaž Vagan je javno povedal, da bo občina vlagala v turizem. Saj turizem je bila vsaj zadnja leta najbolj rastoča gospodarska dejavnost in s tem bi tudi dobrobit same občine in tudi ljudi. No, v tem letu, ko se soočamo s korona krizo, smo vsi prejeli tudi vavčarje in kar precej dobro spoznali Slovenijo. Mimogrede, verjetno tudi ti kakšen kraj, katerega verjetno ne bi obiskal. Škoda, ne, da Medijske toplice ne delujejo. Ja, res je, ta korona je v tem delu mogoče res bil plus. Dobili smo te vavčerje, ker so nas spodbudili, da dopustujemo v Sloveniji. In res, seveda, internet dela čudeže, iščeš ponudbe in ja, jaz sem ga v 2 delih izkoristil s celotno družino. Prvi del v Tržiču, drugi del pa občina Pesnica pri Mariboru oziroma občina
Kungoto. In kar si rekel, če bi mi pred leti kdo rekel, pa nočem biti poniževalen ali pa karkoli, ampak če bi mi kdo pred leti rekel, da bom šel v Kungoto na dopust, bi se mu smejal. Ampak občutki fenomenalni. Pogled na tiste vinograde, na samo ponudbo, fenomenalni in bom se še vrnil, sigurno. No, verjetno je bilo nekaj vavčerjev, zagotovo tudi izkoriščenih tudi pri ponudnikih turizma v Zagorju, pa vendarle imajo kaj videti glede na to, da smo imeli Valvazorja, da smo imeli Gale, Galenberg, da smo imeli Medijske Toplice, da smo imeli to rudarsko dediščino. No, če pogledamo statistiko vnovčenih teh vavčerjev, je zelo žalostna. Kakor sem videl, je 142 turistov prišlo v našo občino, to, ne vem, človek bi se kar zjokal. Ja, seveda, kaj imajo za videti? Medijske Toplice, seveda ne v takšnem stanju. Grad Gamberg, Valvazorjev grad, narava, ta hribovita področja nudijo res izjemne priložnosti za hribarjenje, za kolesarjenje, ne vem, še in še bi se našlo, tako da imamo kaj pokazati, ampak žal, zopet smo tam, kjer smo. Meniš, da ta zadnja prodaja Medijskih Toplic, da bo obrodila sadove, da je še priložnost, da se tudi Zagorje postavi na zemljevid turističnih občin? Ravno par dni nazaj je bila zopet neka polemika na Facebooku, ravno govora o turizmu in je bilo zelo nasprotovanje zopet v smislu, ja, je prepozno, kdo bo hodil, treba veliko vlagati. Ja, še enkrat, nikoli ni prepozno. Ja, zamudili smo 20 let, mogoče še celo kak let več, ampak če začneš z nule, če začneš vlagati v ljudi, v infrastrukturo, nekega dne se bo to pokazalo tudi s tem, da bo občina Zagorje in tudi s tem Zasavje na turističnem zemljevidu Slovenije, mogoče Evrope. Ena izmed izgubljenih priložnosti za razvoj turizma, pa tudi za ohranjanje pomena zgodovine, je tudi Gamberg, ki ga je pred leti tako svojeročno, svojo voljo obnovil, pa ohranjal pokojni Marjan Klančnik. In tu gori na tabli piše: Matjaž Švagan, naš dolgoletni župan, podpira zaščito ruševin Gamberga ter preoblikovanje tega zgodovinskega spomenika v turistično točko Zelene doline. Kaj si ob tem misliš? Ja, evo, zopet še ena žalostna zgodba o turizmu, turistični točki, začetka velike besede, velike vzhičenosti, kaj bomo naredili, kaj bo podpora takšna in drugačna. Ampak zgodba, žal, zopet šla krivulja navzdol in grad je žal, po mojem, še slabšem položaju, kot je bil pred 100 leti. Pa bi se dalo tu kaj po tvoje storiti? Definitivno. Takšne gradove po Sloveniji, po Evropi imajo za enkratno turistično točko, za znamenitost, seveda s podporo lokalne skupnosti in tudi drugih deležnikov in lahko se razvije zgodba v neslutene možnosti. No, pred leti so tu ob koncu šolskega leta podeljevali spričevala, potem so tu vsako leto ali pa vsako drugo leto lokalni gledališčniki pripravili kakšno gledališko predstavo. Tako je. Ravno v tem je žalost te zgodbe, ker se je dogajalo. Grad je začel živeti, dihati, dogajale so se prireditve, začel se je kazati navzven, tudi vem, da so iz Ljubljane hodili strokovnjaki in so se tudi čudili, da je možno, da se še tak grad ohranjen in da spodbudno, da se vlaga njega, potem pa mrtva točka. No, na samem grajskem dvorišču je bila postavljena pred leti tudi kapelica. Če se ne motim, je posvetil sam ljubljanski nadškof in takrat se je zdelo, tudi Marjan Klančnik je imel še ogromno energije, da se bo to razvijalo, da bo to raslo.
Potem je pa ob koncu svojega življenja tudi on obupal. Ja, imel je veliko energije, veliko idej, kako to speljati, kako to predstaviti navzven, ampak, kakor sem že rekel, te začetne vneme je tudi padla podpora strani aktualnega župana in zgodba je šla v nasprotno smer, kakor jo preberemo tamle na tabli. Sašo, tudi grad Gamberg je nekakšno izgubljena priložnost za razvoj turizma, tudi ohranjanje naše kulturne dediščine, tako kot je vsa povojna leta, se mi zdi tudi Medijski grad, kjer je odraščal vsaj v svoja otroška leta, preživel Janez Vajkard Valvazor. Se strinjaš? Ja, se strinjam. S tem, da Gamberški grad je bil vsaj deležen kar konkretne obnove, recimo, ker je Medijski grad ni nikoli doživel. Sicer res zdaj je žalostno, da ni več prireditev tukaj, ker ambient je res ta prav, tudi kar se tiče same arhitekture, kjer je ostala pa bila ohranjena. Škoda, ker zanamci bi imeli lahko veliko od tega. Pa tudi ena taka točka je, smo le kar visoko nad našo dolino, tudi razgled je lep in tudi izhodišče za razne pohodne poti je tukaj. Tako da mogoče bi res tudi društva oziroma neka enotna služba, kako bi rekel, turistična, tukaj imela kar veliko potenciala. No, vsa povojna leta po drugi svetovni vojni se nekako tudi na Medijskem gradu ni nič skoraj da storilo, pa se je potem mislilo, da se bo z osamosvojitvijo vendarle kaj več postorilo, pa se tudi ni. Je bila občina premalo aktivna? So bile lastniške težave? Ja, tukaj so, seveda, govoriti o teh časih je težko, sam sem mlajša generacija, takrat nisem bil zraven, ampak dejstvo je, da je mogoče le en del tistega grenkega priokusa pri vseh, ampak zdaj, dokler si ne bomo nalili čistega vina, da kar se je zgodilo in treba je iti z dvignjeno glavo naprej, skupaj ne bomo uspeli narediti nič. Seveda občina je na določenih področjih omejena, svojega, kako bi rekel, proračunskega denarja ne more kar vlagati v privat zemljišča. Zdaj, ta zemljišča vsa so bila vrnjena lastnikom, kar pomeni, so v privat lasti. Je pa res, da če lokalna skupnost sodeluje, se da veliko narediti. Recimo, mi se zelo trudimo na Izlakah, da bi poskušali, kljub temu, da je več lastnikov tam okrog, takšnih in drugačnih, nekateri živijo v našem okolju in imajo nek interes za izboljšanje, drugi so zgolj lastniki, pa jim je praktično vseeno za to. Ampak se trudimo priti do nekega enotnega soglasja in potem seveda prostovoljno, kasneje pa mogoče s kakšnimi sponzorskimi sredstvi spraviti kraj na višji nivo. Namreč jaz sem mnenja, da takšne lokacije zato, da se enkrat na leto odvije ena predstava, pa mogoče v poletnih mesecih kakšna poroka, je absolutno premalo. Poglejte, ostale recimo večje občine, praktično so termini vsi zasedeni, že samo ogled je težko izvesti, pri nas pa sameva in čaka, včasih se vprašam, da ne vemo na koga, ne. Ampak jaz mislim, da čaka na nas, kdaj se bomo zganili pa stvari poprijeli in stvar speljali in dvignili na tak nivo, kakor je. Recimo, pred časom je samoiniciativno prišla ideja, da so pripravljeni tudi pomagati nam, če bomo le imeli določena soglasja pa kakšnega investitorja, da se posname neka interaktivna virtualna replika gradu. Vemo, da 3D tehnologija obstaja že dlje časa, ki bi omogočala virtualni sprehod skozi grad, in se pravi, na istem mestu potem ponudiš obiskovalcem en tak širši spekter, en vpogled. Gradiva je dosti, tako da se to da narediti, Plus na tistem področju imamo še zelo lepo urejen medeni park, kjer ga lepo ureja čebelarsko društvo, tako da vse pohvale njim. In mislim, da z roko v roki nam bo uspelo. Se
tudi če pogledamo malce po Sloveniji, tudi drugi gradovi, ki so turistična atrakcija, tako Ljubljanski grad, tako Celjski grad, tako mogoče grad v Kamniku, so ti gradovi bolj kot ne v ruševinah, ampak živijo. Torej bi lahko tudi Gamberg živel svojo zgodovino, tudi ne bistveno bolj ohranjen. Tudi Medijski grad, ne nazadnje. Samo treba je pokazati voljo, ne vem, načrte imeti. Seveda, čeprav jaz mislim, da prvo kot prvo je treba takšne znamenitosti umestiti na zemljevid. Jaz bom čistko, se pravi, živimo v času modernih tehnologij, se pravi, vsak ima mobitel pri sebi, druge občine, vzameš telefon, aplikacija, imaš vse na dlani, se samo odločiš, kam bi šel rad kaj pogledati. Ne? In zdaj, če umestimo, oziroma da v začetku vsaj dorečemo, kaj imamo in kaj želimo, oziroma kaj lahko ponudimo, kar lahko veliko, smo že naredili en tak velik korak. Ker potem, ko stvar začne dihati, ko začne živeti, se določene stvari začnejo odvijati same. Če pa ti samo čakaš, da bo se nekaj samo od sebe naredili že v začetku, pa mislim, da od tega ne bo veliko efekta. Ker nimajo vse občine Val-Vazorja. Seveda ne. In tudi taka zapuščina, ki jo je on pustil za cel slovenski narod, mislim, da bi mogli biti malo bolj ponosni na njega. Prav tako na njegovega, kako bi rekel, naslednika, enega tazga industrialca, v bistvu gospoda Prašnikarja, on je pa čutil to zgodovinsko vrednost in se je lotil takrat in nakupa samega zemljišča in ruševin, takrat še niso bile ruševine, in hkrati izgradnje recimo Medijskih toplic. Se pravi, da je čutil neko pripadnost kraju in to vračal nazaj, pa mogoče takrat niti ni pričakoval, da bo od tega veliko nazaj dobil. Jaz mislim, da če bi videl, v kakšnem stanju so zdaj te zadeve, bi verjetno bil kar zelo žalosten. Smo pred zelo slabo telovadico osnovne šole Toneta Okrogerja. Pred lokalnimi volitvami, pa tudi še potem nekaj mesecev, je tu ob cesti stala tabla, da bo zgrajen dragulj. Švagan je to tudi učencem in tistim, ki so bili takrat na skupnem sestanku že pred več leti obljubil, da bo zgrajena. Zakaj po tvojem se še to ni zgodilo? Ja, to je res zgodba, ki se vleče že kar dolga leta, kot vidimo, da je to kar bolj kot ne praksa. Jaz mislim, da je tukaj žal zaradi neodločnosti, pa mogoče zaradi prevelikega projekta, se ta stvar odlašala tako dolgo, da smo prišli v čas, kjer so sami izvajalci začeli dvigovati cene storitev, materiali so se dražili in na koncu smo prišli do ene take točke, kjer fizično nismo bili verjetno sposobni finančno speljati projekta. Preveč se je računalo na pomoč države, kjer je pa tudi na koncu vse finance potegnila nazaj in rezultat tega je bil, da so v bistvu otroci ostali brez telovadnice in pomožnih prostorov. Pred leti se je govorilo tudi, da bo v Zagorju na mestu, kjer je Integral oziroma kjer je avtobusna postaja, da bo zgrajena knjižnica, potem tam nasproti Špara bi morali biti postavljeni tudi bloki, bile so table, da bodo stanovanjski bloki. Zakaj je toliko neuspelih projektov, nedokončanih projektov? Zdaj tukaj, kar se tiče teh blokov, bi težko komentiral. Dejstvo je, da sama občina že ker nekaj let ni zgradila enega občinskega stanovanja, recimo, tako da tukaj se tudi mladi srečujejo s temi težavami. Zdaj, zakaj, tukaj res ne morem komentirati. Sama lokacija za knjižnico, recimo nad samo avtobusno postajo, se meni osebno niti ne zdi primerna, glede na to, da bi umeščali knjižnico nekje v center nekega prometa. Dejstvo je tudi, da tako kot šola tudi še danes nima knjižnica primernih prostorov. Po drugi strani se sama knjižnica oziroma delavci soočajo tudi s pomanjkanjem kadra
Tukaj moram poudariti, da tako Kisovec kot Izlake imajo absolutno premalo odpiralnega časa, tako da tukaj zna biti mogoče tudi kakšna težava financiranja države za to. Seveda, vse se vleče, tudi recimo, gor imamo še vedno nedorečeno zgodbo, kaj je s prostori bivšega vrtca Jurček, recimo neka taka idealna lokacija za kakšno stvar, pa se tudi ne ve, mogoče bi mogli majčkeno spremeniti strategijo, pa vsak projekt, kjer ga se lotimo, dokončati, ne pa odpirati fronte in ne dokončati stvari, ne. In potem imamo kar naenkrat en kup obljub, en kup odprtih projektov, rezultata pa ni tistega ta pravega. To je pač moje mnenje. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse.